Zakaj sploh delamo oziroma se ukvarjamo z LCA-jem? Da ovrednotimo pritisk na ekosisteme, to je zrak, vodo, zemljo. Da izmerimo učinke, da dobimo usmeritve, kje lahko znižamo ta pritisk. Kot orodje za merjenje trajnosti oziroma doseganja odrasti. Da lahko razumemo vpliv delovanja stavbe, recimo, ali določenega proizvoda tekom življenjske dobe. Za uspešen LCA je potrebno definirati cilje in obseg. Nevarnost pri LCA-ju je uporaba za izboljšanje zelenega imidža, tako imenovani greenwashing. Po ISO je potrebno navesti, kdo je naročnik. Potrebno določiti, do kje se dela analiza življenjskega cikla. Ali je to od tovarne do smetišča, ali je to od vira, ki ga uporabi za določen proizvod, do prenehanja uporabe. Ena od pomembnejših področji vpliva človeškega delovanja na okolico so stavbe, njihova izgradnja, obratovanje in rušitev. Na primeru izobraževalne ustanove pokažemo, kaj največ vpliva. To je energija. Na izgradnjo kot uporabniki nimamo vpliva. Med obratovanjem pa lahko pomembno vplivamo na zniževanje rabe energije. Med obratovanje stavbe se šteje poraba papirja, poraba kemikalij, hrana, poraba kave, vode in pa elektrike, toplote in hladu. Očiten problem je raba energije, tako električne kot toplotne v stavbah. Zato se za zmanjšanje pritiskov na okolje kot uporabniki moramo ukvarjati z zniževanjem rabe energije.